Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Najprej vam bom prebral evangelij današnje nedelje. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo bo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin motil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa nastane vpitje: glejte, ženin, pojdite mu naproti. Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Toda preudarne so odgovorile: verjetno ga ne bo dovolj za nas in za vas, pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite. Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: Gospod, Gospod, odpri nam. On pa je odgovoril: resnično povem vam, ne poznam vas. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. V skladu z današnjim evangelijem je naše življenje ne neko prazno bivanje tja v en dan, ampak je pričakovanje ženina. Druga tema, ki se poudarja v evangeliju, je svetilka. Svetilka je sestavljena iz posodice in olja. To svetilko si bom jaz prižgal. Glejte, kakšna čudovita prispodoba. Torej, svetilka ne obstaja sama kot posodica in olje, ampak vedno oboje skupaj. Se mi zdi, da to predstavlja naše telo in ljubezen. Telo ne more obstajati samo zase kot svetilka in ljubezen ne more obstajati sama zase. To dvoje skupaj, telo in ljubezen, je tista svetilka, ki nam jo je Gospod dal in s katero lahko svetimo v našem zemeljskem življenju. In tretja tema iz evangelija. Kristjani pravzaprav se delimo samo na 2 strani. Najprej tisti, ki svetijo, ki razodevajo svojim življenjem ženina, kakor Jezus pravi: tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. In tisti kristjani, ki ne svetijo oziroma razodevajo svoj ego. Če greš na svatbo in pozabiš svetilko, pomeni, da pozabiš svojo ljubezen do ženina. Vprašajmo se, kje smo, ali pa morda nismo na pol svetilke, ki samo brlijo. Še nagradno vprašanje: kako se glasi 6. blagor?